Srečku Matkoviču se je pred 38 leti življenje obrnilo na glavo. Pri podiranju drevesa v gozdu je namreč utrpel hudo poškodbo, čemur je čez čas sledila še amputacija leve noge. Bil je šok zame, ne. Namreč moram reči, da nisem takrat vedel, kako me bo okolica sprejemala, kako bo to življenje na novo potekalo. To so bili sila neugodni trenutki, vse novo zame, torej še nedoživeto in resnično kot mlad človek nisem vedel, kaj pričakovati v življenju naprej je bilo. Srečko je bil v bolnišnici več kot 3 mesece. Po dolgotrajnem zdravljenju se je začel postopek ugotavljanja stopnje telesne okvare. Nato je začel iskati primerno službo. Torej, po končanem zdravljenju sem jaz seveda šel na URI Soča, danes URI Soča, takrat je bilo samo univerzitetni zavod, kjer so mi pač najprej vzeli mere in potem izdelali prvo protezo, s katero sem potem lahko hodil. Ko je bilo torej uradno zdravljenje zaključeno, sem šel, moram reči, da že po enem mesecu na invalidsko komisijo, ker so mi pač ocenili invalidnost oziroma telesno okvaro. Invalidska komisija se je takrat odločila meni v dobro, v tem smislu, da so mi ocenili samo telesno okvaro, ne pa invalidnosti, da bom lažje prišel do zaposlitve, kar jim sem tudi zelo hvaležen. Šele kasneje potem sem pridobil status invalida, tako da je bila to takrat tudi neka varovalka, da obdržiš službo, ne. Čeprav nisem uspel nikoli pridobiti nekega ustreznega delovnega mesta, katero bi pač lahko primerno izkazal svoje znanje in sposobnosti. Posameznik, ki je vključen v invalidsko in pokojninsko zavarovanje, za telesno okvaro lahko prejema redni mesečni znesek, invalidnino. To je denarni prejemek, do katerega je upravičen zavarovanec, pri katerem je telesna okvara nastala med trajanjem zavarovanja. Višina zneska invalidnine se določa glede na 8 klasificiranih stopenj telesne okvare in se razlikuje glede na to, ali je invalidnost nastala kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, ali pa je do poškodbe prišlo izven dela. Srečku Matkoviču se je poškodba zgodila v prostem času. Njegova invalidnina znaša okvirno 60 evrov mesečno. Denarni znesek je vezan na pokojnino, najnižjo pokojnino je izračunano za december 2012, ko je veljal še zakon ZPIZ-1, ne. Potem se je ta telesna okvara oziroma ta nadomestilo ni usklajevalo do leta 2022. Zdaj se pa spet usklajuje v skladu z uskladitvami pokojnin. Najvišja je, tako kot sem že prej rekel, vezana na to odmerjeno pokojnino, ki je bila 900, mislim, da okrog 95 evrov takrat za polno delovno dobo, in ta znesek za invalidnino najvišji je vezan na 24% te takratne odmerjene pokojnine, da tam nekje 120–118 evrov je zdaj ta najvišja za 100% telesno okvaro. V primeru, da je telesna okvara priznana z strani poškodbe pri delu ali iz naslova poklicne bolezni. Vkolikor gre za bolezen ali za poškodbo izven dela, potem je še ta znesek še za 30% nižji. Za razliko od invalidnine, ki jo zavarovanec prejema iz naslova telesne okvare, pa mora biti za pridobitev invalidske pokojnine priznana invalidnost. Ugotavljanje invalidnosti in potem s tem povezane tudi ocenitve, a ne, po teh stopnjah ali kategorijah invalidnosti je kar dolgotrajen proces. Jaz mislim, da od nastanka poškodbe ali bolezni pa do tega, da je ta zavarovanec ocenjen kot ali pa priznan kot invalid s kategorijo, tudi traja več let. Tako za priznanje invalidske pokojnine, kot za priznanje invalidnine za telesno okvaro,
zavarovanec postopek lahko sproži sam ali na predlog zdravnika. Poleg medicinske mora priložiti tudi delovno dokumentacijo. Izvedenec na podlagi tega poda strokovno mnenje za pridobitev invalidnine in invalidske pokojnine. Področje invalidskih pokojnin sicer že 20 let ni bilo deležno večje reforme. Mi si vsekakor zavzemamo za to, da bomo izpogajali vsej enakovredno obravnavo invalidov in upokojencev, a ne? Ker mislim, da smo invalidi zelo bili zapostavljeni zdaj v zadnjem času in tudi z samim dohodkom zelo zaostajajo te nadomestila za invalidnost oziroma invalidske pokojnine za pokojninami, a ne.